Živijo mali zakladki, male zakladkaste mamice, očki, dobrodošli v naši novi rubriki Mami vodič. Danes smo se obrnili na našo drago prijateljico Janjo Kramar, soustanoviteljico Pedosane in strokovnjakinjo za gibalni razvoj dojenčkov in otrok. Sem prav povedala? Ja, vse si prav povedala. Hvala, da ste se spet odzvali našemu povabilu. Mi se vedno radi vračamo k vam in hvala, da ste nas povabili v ta čudovit nov vaš kotiček. Ja, dobrodošli. Tudi jaz sem vas zelo vesela. V glavnem, danes se bomo vrnili na tistih par najbolj pogostih vprašanj. Janja nam bo malo pomagala pri tem, kako odlagati otročka v lupinco, kako nositi lupinco, kako odlagati otročka v posteljico, pa potem še malo, kar se gibalnega razvoja večjih otrok tiče. Ja, luštan bo in zelo veliko koristnih informacij. Tako. Pa začnimo potem kar z lupinico. Kaj je tisto, kar bi recimo morala vsaka mamica vedeti, preden se sploh loti polaganja dojenčka v lupinico? Prvo, kar je zelo dobro vedeti, da je lupinca najbolj varen pripomoček za vožnjo dojenčka v avtu, ampak res samo za vožnjo v avtu. To ni pripomoček za sprehajati po mestu, tudi ni dobro, da je dolgo časa dojenček v lupinici, torej nekje res največ uro pa pol, ne glede na to, da dojenček še vedno spi, se je treba ustaviti, dojenčka dati ven iz lupinice, saj za 15 minut na ravno podlago, da se dobro prediha in se potem nadaljuje vožnja. Okay, se pravi, če damo lupinco na voziček, je to res bolj izjema kot pravilo, pa za res kratke skokce na pošto in tako naprej. Tako, razumem, da pač je to bolj enostavno, da se ga namesti na voziček in se opravi en hiter nakup ali pa obisk v lekarno in tako naprej. Ampak to res z izjemoma za kratek čas. Žal pa še vedno srečujem, videvam, da se pač starši sprehajajo z dojenčki v lupinicah po parku. To pa zelo odsvetujem. Zakaj? Zaradi slabe predihanosti dojenčka v lupinici, zato je tudi ta čas, ki je omejen, in pa seveda ustrezen položaj samega dojenčka v lupinici izjemno pomemben, zaradi izključene drže v njej in zaradi zdrsa glave, lahko prevelikega zdrsa glave naprej in lahko zaradi tega pride do slabe predihanosti, namreč oskrba s kisikom, ki poteka po glavni žili ob vratu, je lahko pač zaradi zaniha glave naprej slabo oskrbljeno. Ja, zdaj jaz sem nažalost ena teh mamic, ki so zelo rade vozile, nisem ponosna na to, svojega otročka v lupinci, ker sem nekje slišala, da je pač pozicija v lupinici optimalna, kar se tiče razvoja, ampak to seveda ni čisto res. V bistvu, ja, dostikrat mamice razumejo, zaradi tega, ker zelo poudarjamo, da je izjemno pomembna v prvih mesecih otrokovega življenja ta drža v obliki črke C dojenčka, ampak tukaj noter je dojenček v prisiljeni drži in nima možnosti premika, ni še sposoben, da bi se sam popravil, sam zamenjal položaj. Medtem ko na primer v naročju se ti dojenček lahko raztegne, ti da pove, lej ne paše mi, pa ga malo obrneš v drug položaj ali ga odložiš na tla. Skratka, ni ene konstantne drže celo uro na primer v naročju v enem položaju. Tako da iščemo res da črko C, ampak otroke v lupinci izključno samo na hrbtu. Ne menjaš mu položajev in pa predvsem zaradi te slabe predihanosti, ker v naročju ti se spet njemu prilagajaš, malo roko dvigneš, malo spustiš, tukaj je pa konstantna drža in včasih je še celo tako, da ne vem, ti voziš, otrok je zadaj, niti ne vidiš, da se je še toliko bolj usločil ali pa sključil, da mu je glava zelo nagnjena se na stran. Torej, treba je otroka opazovati, podpirati z raznimi svitki, ob glavi, pod nogami, vse te stvari. To sem hotela zdaj vprašati. Ravno to se velikokrat nam zgodi, da kakšna mamica pride pa prav, da se ji zdi, da mu glavica naprej visi. Zdaj, kako te stvari rešiti? Zdaj, nekaj je na sami lupinci, obliki same lupince, dostikrat je pa problem pri zdrsu glavice naprej pri uporabi Isofix-a. Torej, avtomobili, ki se pač namesti lupinico na Isofix, ne moreš nič prilagajati naklona. Pač tisti naklon, ki ga lupinica omogoča, tisti je in tam žal nimamo kaj narediti. Okay, tukaj bom sam povedala, da dejansko, malo, da se pohvalimo, obstaja
ena lupinica, ki ima bazo, na kateri se lahko naklon naštima. Okay. Zdaj, a bi se potem v takem primeru, če ima avto, ker eni imajo res zelo hud naklon sedeža zadnjega, bi bilo potem smiselno se odločiti za tak avtosedež? Ja, smiselno, zelo smiselno, ampak je treba pa potem pogledati drugo stvar. Kaj želimo? Prej smo govorili o tej črki C. Ta črka C v bistvu omogoča nevtralen položaj otrokove medenice, kadar je na hrbtu. Kaj to pomeni? Da stalno ohranjamo 90-stopinjski kot, hrbet napram stegna. Če pa ti naklon z lupinico spustiš, se kot v medenici poveča, je res. Je treba pa potem s svitki, tetraplenic, ta kot nadomestiti s podporo nog. Tako. In to vedno zalagamo ali pa omogočamo dober položaj medenice s podporo dojenčkovih nog pod koleni. Bi bilo to smiselno tudi v taki običajni lupinici narediti, če otrok nima prave? Ja, svitek pod noge vedno dajemo v katerokoli lupinico z dveh razlogov. Svitek je lahko tudi nadomestek, da globino sedalnega dela zamejimo, torej s svitkom v bistvu zmanjšamo to globino sedalnega dela, ravno zaradi tega, da ko se otrok vozi, da ne zdrsne dol do zapenjalnega traku, ampak ga fiksira sam svitek na mestu, torej preprečuje, da se cel dojenček dol spusti, to je eno. Kot drugo, tudi v tej lupinici, če je svitek dam ven, so noge iztegnjene. In se dostikrat dogaja, da se dojenček potem s petami udriva, dviguje medenico in lahko tudi v lupinici v bistvu s tem početjem, s tem napačnim vzorcem slabo vpliva na krepitev mišičnega tonusa na hrbtni strani. In to mu je treba preprečevati, oziroma ima noge čim dlje časa v takem razbremenilnem, sproščenem položaju, torej tudi pokrčena v kolenu. Ok, če zdaj sam en povzetek na hitrco naredim. Se pravi kot v medenici, tako, pa dovolj podložen oziroma zravnan hrbtni del, zato da je dobra predihanost. Ja. In svitek, sva rekli, je lahko dostikrat pripomoček ali pa omejitev, da se ne zgodi to, kar dostikrat starši tožijo, da se dojenček kar zgubi v sami lupinici. Torej, globok sedalni del je, dojenček zdrsne navzdol in se zgodi to. In je lahko zdaj jaz dojenčka potisnem višje, odpnem, in potem ta svitek dam v bistvu med medenico in med ta trak, kolikor je prostor. In na tak način v bistvu jaz preprečujem, da otrok med vožnjo zdrsne navzdol in z glavo se skloni naprej. Prej sem še eno vprašanje hodila postaviti, ko smo se pogovarjali o času, koliko časa je lahko otrok. Ja, mi priporočamo maksimum uro pa pol. Se pravi maksimum uro pa pol? Maksimum, rajmanj. Tudi za nas to velja. Tudi mi bi se mogli ustaviti, pretegniti. Ne 4 ure v šusu. Ja, 4 ure do Splita in tako. Ne, vedno se je treba ustaviti, ne glede na to. Dostikrat lahko dojenček spi v lupinici tudi zaradi tega, ker je slabo predihan. Ne zato, ker mu paše. Torej, tudi če spi, ustaviti, ven iz lupinice, nasedaš. Prav ni fino, kako otroci lepo spijo v lupinicah. To ni nujno dobra stvar. Pediatri na to opozarjajo, da dojenček lahko bolje spi zaradi slabe predihanosti, lahko celo motičnosti. Ok, se pravi, treba otroka opazovati, če ima pravilno držo in tako naprej. In pa seveda zaradi varnosti in imeti ustrezno podporo telesa. Torej, tukaj bi jaz rada še poudarila, da je vedno treba dojenčka pripeti tako, da so varnostni trakovi oziroma pasovi vedno na višini ramenskega obroča. Torej, glede na rast dojenčka je treba trakove prilagajati, dvigovati. Tako, da ni zapet nekje od lopatice čez, ampak vedno res iz višine ramenskega obroča, da so trakovi zategnjeni dovolj in pa seveda spet ne preveč, kaj to pomeni, da še vedno z enim prstom prideš med trak in med ramo, tako da tole bi lahko še malo. Ne smemo preveč zato, da spet otroka dol ne potisne, da ramenski obroč ne stisneš oziroma da se on res niti premakniti ne more. In pa spet gledava vsako posamezno lupinico, dojenček mora biti podprt tudi ob strani. Ta je super, ker dela res dobro podporo po celotni dolžini telesa. Vkolikor imajo starši tako lupinico, da je prostor med steno lupinice in njem, je treba spet s svitkom tetrapleničke ta prostor nadomestiti oziroma ga zagozdati.
S tem mu damo tudi dobro podporo telesa, vkolikor se sključi v eno stran, dojenček še ni sposoben, da se poravna, a ne da ga po ravni liniji drži. Aha, tukaj je pa v redu. Ta lupinica vse to ima že samo po sebi, je pa seveda spet z rastjo otroka treba potem te oblazinjene dele dati ven, spet pa ne sme pa biti preveč stisnen, pa roke preveč sključene skupaj. Torej, gledaš, opazuješ, ja, ko to preraste, nekje po 3 mesecih bo ta nastavek za novorojenčka se bo vzel ven. Še vedno bo verjetno prostor med otrokom in med lupinico, bo treba svitek ene tetrice zagozdati med medenico in med lupinico. Okay. Še eno vprašanje, ki ga mi recimo pri nas zelo velikokrat dobimo, je, kdaj v naslednji avto sedeš? Idealen čas je takrat, ko je otrok sposoben se v zgornjem delu telesa že odzvati oziroma se poravnati. Kdaj je to? Nekje od trenutka, ko se odriva z iztegnjenimi rokami od podlage, ko je na trebuhu, ko se vrti okoli svoje osi po trebuhu, torej pivotira in že postavlja na vse 4. Torej, ni nujno, da je čas premika v avtosedež takrat, ko se usede sam. Ni, ker to je lahko zelo pozno pri nekaterih, že zdavnaj preraste lupinico, ampak neka taka organizacija telesa je pa nujna, da se je sposoben že malo prilagajati oziroma že balansirati, loviti malo ravnotežje. A je lahko kdaj otrok že prevelik? Za lupinco? Mislim, prevelik. Pač, kar se višine tiče, itak je tako, da dokler res ni prevelik, se ga ni treba dati ven. Ker glede na varnost, načeloma mi zagovarjamo to, da je čim dlje v lupinici. Ja, to je zelo dobro vprašanje. V bistvu otroček, dojenček lahko v lupinici tudi nazaduje, kar se gibalnega razvoja tiče. Če je predolgo časa noter, sploh če je v teh lupinicah, ki so zelo položne oziroma ki je naklon zelo nizek. Torej, ko otrok začne nakazovati, da želi iti višje, to nakazuje tako, kot da bi delal trebušnak. Takrat že z nami komunicira, da ne bom več ležal, rad bi šel višje. Takrat je že prvi znak, da nam v bistvu otrok hoče povedati, ta lupinca ni več za mene. Je pa res, da je potem problem, ker pa ni še za v avto sedež že čisto po koncu. Takrat pride na dober nakup, potem ta vmesen, je v bistvu med lupinico in med avto. Je še vedno vzvratno. Tako, še vedno se da lahko naklon spustiti, ni pa izključno v sedečem položaju. Kadar dela te trebušnjake otrok, je treba to prepričevati. Ali tale ročaj dvigneš, pa gor navežeš kakšno igračko, zato da se zamoti in da glavo nazaj naslanja, torej da se ne dviga gor na način, da dviga glavo od podlage, ali da se mu da v roke. Skratka, treba je ga zamotiti, preprečevati to početje. A je še kakšno tako vprašanje, ki se pri vas veliko pojavlja, pa sem ga jaz pozabila? Koliko obleči dojenčka? Zdaj bojo sicer topli meseci, mislim, so topli meseci pred nami, mogoče to ne bo tako aktualno vprašanje, ampak po zimi pa dostikrat mamice, starši ne pomislijo, da otroka lahko preveč oblečijo za lupinco. Namreč z varnostnega vidika je spet zelo pomembno, da dojenček res raje manj oblečen, pa zaradi mene s 3 odejami pokrit in potem, ko se avto segreje, lahko tudi odejo odmakneš, ga odkriješ. Torej ni fajn tudi, da se otroka preveč obleče zaradi same predihanosti. Lahko pride celo do pregretja. In pa, kot sem rekla prej, zaradi varnosti je fajn, da je v bistvu med trakom in med njegovim telesom čim manj plasti oblačil. Ker če je kakšna gladka bundica, lahko tudi kaj dol zleze. Seveda, sploh pa če spet trakovi niso primerno nameščeni, gladka bundica, trak sleze dol in se otrok vozi tako. Pol ga pa še odpnemo malo, ker mu je vroče. Ja, ga odpnejo, ampak še vedno ga tudi odkrijejo. Ampak gledajte, 3/4 telesa je on pokrit. Pa še s kapo na glavi, pa z volnenimi copatki. Tako da otrok v avtu brez kape. Brez kape? Ja. Polet, ko mu bo vroče, brez nogavic. On temperaturo regulira preko stopal in preko glave. Okay. Še kakšna taka stvar? Kako not, pa kako ven.
Okay. Lupincev pa z lupince. Zdaj, z vidika gibalnega razvoja, zato da dojenčku ne hote, ne spodbujamo eno stran telesa bolj kot drugo, torej ne segam z roko pod njegov hrbet in poskušam se izogibati dvigovanju na način, da ga odlagam na hrbet in dvigujem z hrbta. Tudi tu velja, da je treba otroka, dojenčka vedno voditi po prostori preko boka. Zdaj, kako ven? Pri tale sva rekla, da je približno 3 mesece star. Približno, ok. Zakaj to sprašujem? Ker je odvisno podpora glave ali ne glave. Ne? Torej, po 3. mesecu že ne rabim več podpirati glave, vkolikor je otrok že zna voditi oziroma nesti v prostor, medtem ko mlajšega v 3 mesece treba še v glavo tudi podpreti. Rečva, da je 3 mesece star. 3 mesece si star. Torej, grem iz ene strani, lahko ga bi tudi čisto k sebi obrnila, ampak bom za nalašč malo tako, da se bo dobro videlo ali z boka prevzela. Torej, grem vedno v diagonalno podporo telesa, z roko pod nogo. Pomagam si z drugo roko, da mu to roko privzdignem, da pridem res dobro pod ramo. 2 prsta bom imela še vedno pripravljena, vkolikor glave ne bo znal nesti sam, da mu jo bom podprla. Privzdignem drugo in ga že v sami lupinci obrnem na bok. Lahko to popravim, če mi noga uide in ga dvignem k sebi. Ta zelo dobro drži glavo, vidiš, ima v podaljšku hrbtenice, torej ne rabim držati. Vkolikor bi glava padala, mu jo podprem. S prsti. Z 2 prsti pod ušesom in ga odložim k sebi v naročje. Za noter pa enako. Roka med noge, podpora rame, ga že obrnem v naročju preko boka. Zdaj bi lupinco lahko bolj proti sebi namestila, da ga bom lažje odložila, vse trakove omaknem in ga tudi noter odložim bočno. Potem ga pa noter obrnem preko medenice, ga primam za roke, vse popravim. Zdaj, če prade že oziroma če ga odložim že tako, da je v osnovi malo bolj sključen, primam za medenico in ga visoko gor potisnem, da je res s hrbtom dobro naslonjen. Pogledam, gledajte, tukaj se lepo vidi, koliko je prostora med medenico in med zapenjalnim delom. Tu bi bilo po pravilih dobro svitek namestiti, zato da se ne zgodi to, kar smo prej govorili. Da ne zleze dol. Ja. Se pravi, preko boka, noter oziroma tudi ven, obračamo pa vedno najprej preko medenice. V bistvu ja, s celim telesom. 3-mesečnika preko medenice in preko rame. Večji kot pa je, ko je pa že večji dojenček, pa ne rabim več to diagonalno podporo, ga pa v bistvu v sami lupinci obrnem na bok, z eno roko sem pri rami, z drugo grem pod medenico, pa ga dvignem vse. Ampak še vedno preko boka. Vedno preko boka. S tem, ko sežem z roko pod njegov hrbet, otrok avtomatsko napne mišice na hrbtni strani, zdražam receptorje na hrbtni strani. In s tem početjem, torej v lupinco na tak način, na hrbet, na tla, na hrbet, k sebi s hrbta. Na podiranje kupčka, kot prikazujem. In vse te stvari, če jih seštejem, lahko v vsakodnevni rutini slabo vplivajo na dojenčkov razvoj in se lahko kaže kot ekstenzijski vzorec. Dajva zaključiti še zadnjo stvarjo, kako nositi lupince oziroma kako dvigovati, ker to je tudi v bistvu en zelo pomemben vidik. Ja, sicer jaz nisem pravi naslov za to, ker nisem terapevt za mame, ampak lahko pa dam en tak praktičen nasvet, kako se elegantno lahko in lažje nosi lupinco. Torej, takole, naslonite se jo na bok, roka je iztegnjena, pa držite za ta nosilni del. Super. Kaj pa otroka nositi v lupinci? Ja, pač kot mama priporočam, da se dojenčka jemlje ven iz lupince in nosi samega. Torej, se pravi, lupinca je čim več v avtu? Ja, ker sama lupinca je težka 4 kg, plus teža avta. Koliko je ta? 2,5, odvisno zdaj, kako gledam, ampak tam okoli 2,5 kg. Ta je res lahka, no. Ja, ampak kljub temu plus teža otroka je to hitro lahko 10 kg. Pa po drugi roki še vrečko iz trgovine, mama, asociacija na mamo, ki gre iz trgovine 2 vrečki, torej otroka in še druga teža, torej preveč. Tudi z vidika varnosti, ne? Absolutno. Če ga že nosijo v lupinci, vezno, tudi če se ne vozi, otrok mora biti pripet. Dobro, toliko o lupinici, zdaj pa greva naprej. Pa si poglejva odlaganje otroka pa dvigovanje iz posteljice. Hvala. Tako, vse mamice znamo biti na začetku majčkeno prestrašene, tako da
polaganje oziroma odlaganje in dvigovanje otroka iz posteljice v posteljico zna biti eden od momentov, kjer se mamice počutimo zelo nesigurne. Tako da me zanima, kaj bi recimo bile ene take smernice, tako dokaj splošne, da lahko malo pomirimo mamice, pa da jim damo nek guideline. Mogoče začnimo s tem, ker sem tudi sama mama, da če otrok zaspi v naročju, ga ne odložijo tako, da bo spal naprej. Torej, ko otrok spi, se ne uči, ga lahko odložijo tudi na hrbet. Se skupaj z njim sklonijo nad posteljico in ga enostavno odložijo čim bolj mirno, da pač bo otroček spal. Sicer pa, kot sem že pri lupinici omenila, na katerokoli površino, ali je to posteljica, ali je to prebivalna, ali je to blazina za na tla, vedno na bok. Zdaj, če je res dovolj prostora, da lahko dobro prideš zraven z rokami, da ni pregloboka, vse te stvari je treba upoštevati. Torej, prvo mesto je varnost otroka. Kaj pa je pregloboko? Je to zdaj pregloboko? Ne, to je zdaj v redu. Če bi bilo pa, ne vem, na najnižji možni nivo, dosti globoko se skloniti, v bistvu mora mama se res globoko dol skloniti, v bistvu gremo pa eno tako primeren prijem, varen prijem, ki še vedno ni na hrbet, ampak dosti čvrst prijem skupaj z njim v posteljico. Zdaj, v tem primeru, kjer ima v bistvu površino dosti visoko, tako kot na tla, odlagam dojenčka, 3-mesečnika imam s podporo njegovega telesa, ramenskega obroča in že prej sem rekla glavo, če ne se sam ne rabim podpirati, sicer imam pripravljena 2 prsta, v naročju dojenčka obrnem na bok, ga pravokotno napram sebe prestavim, da ga še z drugo roko z vrha dobro podprem, stisnem oziroma dobro čvrsto primem in potem se premaknem v spust in ga odložim bočno. Ko dojenčka odložim bočno, ga na boku tudi zadržim, ga ne obračam na hrbet, založim ga, zagozdam ga sploh do 3. meseca preko hrta do nekje višji vrha nivoja plenice, ne po celi dolžini. V primeru, če leži v gnezdecu, bi tudi priporočala, da ga ne naslanjajo z glavo in s celim hrtom te okrogline samega gnezdeca. Zakaj ne? Ker če dojenček čuti, da ima nekaj od zadaj za sabo, bo začel glavo stegovati nazaj, ker bo iskal, kaj je za njem. Vkolikor pa tega ne bo čutil, tega ne bo počel. Torej, v izogib na sredino. Ja, zdaj, če tukaj pogledava, medenica je naslonjena, še tega zadebelenega dela gnezdeca, zgornji del hrta in pa glava pa ne. Dobro je tudi pri novorojenčku podpreti tudi nogo s dodatnim svitkom, vsaj 2 tetrapleničk, da je gleženj, kolen in kolk v isti liniji. Torej, kako bi zdaj podložila ta zvitek, da bi bilo pravilno? Ja, svitek 2 tetrapleničk date pod noge, podprete svitkom v bistvu celo dolžino noge od gležnja preko kolena vse do kolka, da v bistvu dosežete isti nivo. Da ima vse nekako usporedno, ne? Tako. Kaj pa potem dvigovanje ven iz posteljice? Ja, zdaj spet. Če je to 3-mesečnik, ga je treba preko telesa podpreti. Torej, moram seči z roko med njegove noge, podpreti diagonalno telo, ramo, glavo in ga vzeti k sebi. Vkolikor je pa to večji dojenček, ga pa v sami posteljici, jaz dostikrat rečem, kot štruco kruha, obrneš na bok in ga dvigneš k sebi. Bom oboje pokazala. Torej, grem z roko med noge pri 3-mesečniku, podprem ramo, glavo in ga tudi preko boka dvignem k sebi gor. Vkolikor je pa večji dojenček se bo že tudi obrnil na hrbet in bo na hrbtu spal. Ga ne dvignem z hrta k sebi, ampak sežem preko ramenskega obroča, s palci v pazduhe, roke sklenem skupaj, obrnem dojenčka na bok, z drugo roko grem pod medenico in ga dvignem bočno k sebi. To je pa poetično zdaj le izgledalo. Obstaja kakšna zelo, zelo pogosta napaka, razen tega, da jih odlagamo na hrbet? Pa tudi to ni, kako ne rečem, toliko narobe, če ne vključujemo te napake v vsakodnevno rutino. Torej, da ne delamo to vedno, kadar ga odložimo na tla, vedno na hrbet, pa v posteljico na hrbet, pa na previjalno na hrbet, pa v lupinco na hrbet. Jaz razumem, da se včasih mama spozabi pa to naredi.
nič ni narobe, če je otrok res pretežen čas na tleh, v različnih položajih, bo tudi to majhno napako sam popravil. Spodbujanje tega pa lahko na dolgi rok slabo vpliva. Tako da tudi ni nič narobe, če dojenčka vi odložite, mamica odloži na bok, ga lepo namesti, podpre s svitkom, a on se hitro zvrne na hrbet in spi na hrbtu. Nič ni narobe, naj spi na hrbtu, samo da spi. Ker se je itak samo obrnil. Tako, važno pa je, dobro pa je, da ob naslednjem odlaganju v spanje ga odloži na drug bok. Torej enkrat na en bok, drugič na drug bok. In tudi jemanje iz posteljice, enkrat iz enega boka, drugič iz drugega. Treba malo menjati. Tako. Se pravi, za samo spanje dojenčka je pa najbolj priporočljivo, da spi na boku. Ali kako? Odlaganje na boku zaradi varnosti. Torej, dojenčka je treba vedno odložiti na bok, sploh do 3. meseca je dobro, da spi na boku, enem in drugem. Kasneje lahko tudi, kot sem rekla, sicer odložijo starši. Preko boka se obrne na hrbet in spi na hrbtu. Odsvetuje se od začetka spanja na trebuhu, spet z vidika varnosti, sploh manjši dojenček, novorojenček, ki še ni sposoben dvigati glave in obrniti in na drugo stran odložiti glavo. Čeprav tako jaz rečem, da čez dan, če ima mama otrojenčka na očeh, ga opazuje, ni tudi nič narobe, če ga odloži na trebuh, če zaradi tega bolje spi. Marsikateremu dojenčku spanje na trebuhu pomaga, kolikor ima krčke. Ja, to je pri nas v bistvu bila edina stvar, ki pomaga. Tako, in jaz vedno rečem, poskuste, zakaj ne. Če pa po noči zaradi tega mama slabše spi, ker jo skrbi, se bo prebudila, kolikor se bo dojenček prebudil, potem se pa to odsvetuje, izključno samo preko boka. A sva kaj takega pozabili, a bi lahko mogoče še kaj dodala? Mogoče bi navezala spet na lupinco. Dojenček naj spi na ravni površini. Tudi košara, dostikrat je vprašanje, kdaj menjati športni del vozička s košaro. Z vidika gibalnega razvoja uporaba košare naj bo čim dlje. Kolikor lahko podaljšate čas, dlje kot je dojenček v košari, bolje je. Namreč v športnem delu vozička otrok lahko samo na hrbtu, medtem ko pa v košari lahko v različnih položajih. Torej, pomembno je, da je otrok v ravni površini, varnem pripomočku za spanje. Ko je večji dojenček, ko se že dviga, ko se že postavlja, je treba nujno spustiti nivo posteljice na najnižji možni nivo. Torej, z vidika varnosti spet to treba gledati. Mogoče spet navezava na spanje, ali dostikrat mamice sprašuje, kaj je narobe, če spi pri njej. Jaz vedno rečem, naredi ti tako, kot je zate najbolje. Otrok se zaradi tega, ko bo spal pred tebi, ne bo razvadil, še vseeno bo spal v svoji posteljici. Če mora, po res 5-krat na noč dojiti, pa vsakič vstati, pa ga iz posteljice vzeti, pa vzeti k sebi, imej ga pri sebi, olajšaj si, zato ker s tem, ko boš ti spočita, boš tudi boljša mama. Tako. To si tako lepo povedal. Jaz sem z obema spala, jaz mislim, da je to super. Ja. Ampak v končni fazi vsak otrok je drugačen, vsaka mama je drugačna. Tako. Vsak se odloča po svojih najboljši... Po intuiciji svoji in če se mama zaradi tega bolje počuti, potem je tako najbolj prav. Okay. Jaz mislim, da sva s posteljico, odlaganjem v posteljico zaključili, da greva lahko na najin zadnji segment. Na tiste malo večje, glede na to, da imate vi tudi gibalne urice za večje, za malčke, za otroke, pa bi se mogoče tukaj zdaj navezala malo še na ta vidik. Super, z veseljem. Torej, z dojenčkom se stvari ne končajo, otrok odrašča, zraste in seveda je pač gibalni razvoj tudi naprej pomemben. Jaz sem danes prinesla s sabo, bomo rekli temu pripomočke, ne igrače, ampak pripomočke za gibalni razvoj. Pa mogoče dober gibalni razvoj. Za dober gibalni razvoj. Zdaj mi smo res zelo zaljubljeni v Kinderfits brand, ker ima pač vse iz lesa, biorazgradljivo in tako naprej. Zdaj, kar se pa samih pripomočkov tiče, bi pa jaz se nate obrnila tukaj, ker boš znala veliko lepše povedati kot jaz. Pa mogoče kar začniva s čim, kaj bi bilo tisto, kar bi recimo enemu odraščajočemu oziroma rastočemu dojenčku, malčku, toddlerju, ne vem kako temu v slovenščini rečemo, prišlo prav. Ja, vse, kar imamo tukaj, je zelo, zelo praktično oziroma zelo koristno, spodbudno za dober gibalni razvoj. Torej, ko začne dojenček vstajati ob opori, dostikrat starši vprašajo, kje je narobe,
če potiska predmet pred sabo in hodi. Namreč zelo poudarjamo, da se dojenčka ne uči hoje na način, da se ga vodi za roke, kar pa naredi samo, je pa dovoljeno vse. In dostikrat najdejo tudi kakšno škatlo v prostoru, pa škatlo rinejo pred sabo. Če imajo pa kaj takega, je pa sploh super. Kaj je pomembno pri potiskanju dojenčka predmeta pred sabo, da ni previsok. Torej naj ima predmet nekje do višine prsnega koša, ne da se visoko drži. Da je varen pripomoček, torej da ni prehiter. Torej pri prvih korakih je zelo važno, da dojenček zmore slediti predmetu, ki je pred njem. In pa da se ne prekucne. In tlele pri tem vozičku je res tole krasno rešeno. Torej, tudi če se majčkeno postavi po koncu, s temi dvemi nogicami, ga pripomoček blokira. Tako da to je za nekje pred hojo pripomoček zelo priporočljiv in zelo taka šik. Igrača, vse skupaj. Kasneje pa sploh za punčke, za vožnjo punčk, da oponašajo mamice. Na koncu imamo lahko tudi kakšne časopise noter v dnevni sobi. Ali najstnica v svoji mladinski sobi. Zdaj, glede starosti se tle rajš ne bi nič kaj dosti opredeljevali, ker je vsak otrok pač malo drugačen. Vsak otrok, lahko je to 7-mesečnik, res zelo zgodaj, lahko je pa 13-mesečnik. Ko pride čas, da dojenček se počuti dovolj zrelega in sposobnega, tisti dojenček, ki ne bo mogel slediti predmetu, ki ga ima pred sabo, se ga spustil in bo kobacal dalje. Mu ne bo zanimivo. Ni pa dobro dojenčka učiti to vrstno početje, da se ga bi postavljal pripomoček, mu pokazali, kje se prime in ga spodbujali k potiskanju. To je nesmiselno. To bo sam dojel. Vse mora sam. In se predvsem presoditi in pa smiselno odreagirati. Torej, ko predmetu ne bo mogel slediti, da se bo znal tudi uloviti na roke, znati padati in tako naprej. Vse mora dojenček narediti oziroma otrok sam. Ne ga preveč čuvati, to pomeni. Za njegovo dobro ne. Tako. Ker bo hudo, ker te ne bo zraven. Ja. Helikopterske mamice pa to, ne? Ja. Kaj pa potem tale naš kinderboard? To je tudi en tak zelo fajn pripomoček, ki ga res lahko uporabljaš na dolgo obdobje. Na tak način, kot je zdaj postavljen, že za čas, ko kobacajo, za premagovanje ovire, ali za, kasneje fantke za kakšno avtocesto, ko se z avtomobilčki igrajo tukaj čez. Če ga pa obrneva, je pa v bistvu pripomoček namenjen spodbujanju razvoja ravnotežja. Že v času kobacanja se lahko dojenček preizkuša že z lovljenjem ravnotežja preko rok, torej da pride samo z rokami na kinderboard, pa že dobiva te občutke prenosa teže iz roke na roko. Kasneje, ko že usvoji samostojno hojo, pa seveda je velik izziv stati na tem pripomočku in loviti ravnotežje. Zdaj spet, kdaj je to, je zelo relativno. Nekje po letu pa pol, oziroma če je shodil pri enem letu, sigurno ne bo stal in lovil ravnotežje pri letu pa pol. Tako da mora otrok, ko shodi, veliko hoditi, veliko izkušenj pridobivati, kako se upade, kako se vstane, kako se počepne in tako naprej. Šele potem pa vsi ti večji izzivi, kot je stanje na eni nogi in lovljenje ravnotežja na eni nogi. V bistvu bo sam tudi malo. Vse sam, ampak kot sem rekla, ponuditi pripomoček, sam bo pripomoček izkoristil do tiste mere, kolikor bo sposoben. Okay. Potem gremo lahko naprej kar na poganjavčka. Ja, poganjavček je spet ena taka zelo priporočljiv pripomoček za čas pred učenjem vožnje s kolesom. Na poganjavčku se dojenček uči lovljenja ravnotežja, prenosa teže z noge na nogo, dober odriv, sonožen odriv se lahko tudi dobro razvija in pa predvsem z vidika varnosti se pripravlja na vožnjo s kolesom. Kaj to pomeni? Kdaj je čas, da gre otrok na poganjavčka? Jaz vedno začnem s tem, ko vaš otrok razume na besedo stop. Torej, ko ti ne boš včasih zmogla tako hitro teči, kot ti bo on pobegnil s poganjavčkom in zaradi njegove varnosti se mora odzvati tvojemu klicu, ustavi se. Druga stvar, da povežete s poganjavčkom uporabo čelade.
Torej, otrok mora biti na poganjavčku izključno s čelado. Čelada. Ja. Torej, da že sam po sebi, ko se odloči, da bo šel na poganjavček, že išče, kje ima čelado in si jo namešča. Če dojenček, skozi govorim dojenček, ne bo šel dojenček na poganjavčku, otrok bo šel. Torej, če ne bo hotel uporabljati čelade, se pač ne bo vozil s poganjavčkom. Se pravi, treba je vztrajati. Ja, biti strikten. To dvoje eno z drugim, brez čelade se ne vozi. Vidika gibalnega razvoja pa treba izbrati tak poganjavček, ko otroček seže z obema stopalama v celoti podlage. Torej, da se ne spodbuja odrivov s prsti, ampak da ko sedi na poganjavčku tudi s petom doseže tal. Se pravi, skoraj stegnjene noge mora imeti. Skoraj stegnjene, rahlo pokrčene. Ja, zakaj? Zato, da pri odrivu ne gre prehitro na prste. Seveda vsak odriv izhaja iz odriva s prstov, ampak v celoti oziroma v štartu mora biti peta na podlagi, prehajati na prste in odriv. Zato je zelo dober, zelo primeren ta pripomoček oziroma ta poganjavček, ker ima res nizek sedalni del. Pa kaj mi je še všeč pri tem poganjavčku, ker ima balanco oziroma krmilo blokirano. Da ne gre preveč. Da ne gre preveč levo, desno, ravno zaradi teh začetkov, zaradi prvih poskusov, to jih lahko hitro zmoti, hitro jih lahko povzroči to padec. To sva enkrat že, mogoče čist na hiter, da omeniva, sva se pogovarjali že o kolesih pa koleščkih pomožnih, da je v bistvu to res dobra priprava na to, da se ta pomožna koleščka čist spusti, ker so... Pomožnih koles zelo svetujem, ker v bistvu otroku dozamejo ravno to izkušnjo lovljenja ravnotežja, balansiranja v samem prostoru. V bistvu, dostikrat se zanašajo na te pomožna koleščka, v primeru, da se nagnejo preveč v eno ali po drugo stran, na način, da z nogo odreagirajo. Tega se tukaj vsega naučijo. Ta prehod je zelo v bistvu kratek, res samo poštudirati morajo, to vrtenje nog, vse ostalo pa v bistvu usvojijo že pred tem. Že znajo, ja. Mislim, to je definitivno, jaz mislim, da to zdaj že ena taka, sploh ne vidimo več sicer pomožnih koleščk. Žal še, res, jaz sem presenečena, še vedno kar nekaj se uporablja. Škoda. Ja, ne uporablja. Upam, da bomo z današnjim prispevkom malo pripomogli. Jaz tudi. To je definitivno cilj našega posnemanja danes. Kaj pa potem pri skirojih? Dajmo še kakšno o tem, potem pa pustim primeru. Skiro je spet ena taka lušna, želen pripomoček pri otrokih. Mogoče edina slabost skirojev je v tem, da se pretežno z eno nogo poganjajo. Torej, naloga nas staršev je, da poskušamo otroka spodbujati, da se res odriva oziroma poganja enkrat z eno, enkrat z drugo nogo. Sicer lahko pride do asimetrije telesa. Torej, ena stran telesa se ves čas razvija ali pa spodbuja ob pogosti uporabi tega pripomočka. Kar se druge stvari tiče, pa seveda spet primerna višina, enako kot pri potiskavčku, pri valčku, tudi pri skiroju pomembno, da ni krmilo previsoko, torej prilagajaš nakup skiroja napram višini oziroma starosti otroka. Se pravi, edina stvar, ki jo je treba res paziti pri skiroju, je, da se poganja z obema nogama, da se ga opozarja. Enkrat z eno, drugi z drugo in spet, da ni, naprimer, ta pripomoček, ta skiroj je krasen, ker je nivo med tlemi in pa tem stopalnim delom oziroma te površini, na kateri stoji zelo nizek, torej nizek nivo je. Torej, vsi ti skiroji, ki so zelo visoki, ki se mora otrok res dol nizko spuščati. In če je to premajhen otrok, prevelik skiroj, se spet lahko zaradi tega spodbuja odriv s prsti. Ne želimo. Se pravi, ta je v redu. Krasen, odlično. Mogoče samo za 2-letnika še malo prevelik. In vse to je od 3 let naprej. Okay. Super. Meni je vedno zelo prijetno s tabo se pogovarjati o teh stvarih, ker me zelo zanimajo. Sicer potem malo doživim ta
moment slabe vesti, ker pač jaz sama žal nisem upoštevala vseh teh nasvetov, no? Ampak tukaj pa v vsakem primeru imate, naše mamice malih zakladkov, možnost, da se s pomočjo našega videa izobrazite, pa si s tem pomagate, no? Da ne ponavljate mojih napak. In vedno se lahko obrnejo tudi na nas, za nasvete. Veliko svetujemo brezplačno, sicer pa za celostno obravnavo smo pa tukaj v Podusanju. To sem v bistvu tudi hotela povedati, da verjetno je vsak otrok malo drugačen, tako da je zelo fino, da se verjetno mamice tudi prva soglasijo. Vedno svetujemo, mislim, da se otročka vidi, presodi, a ne zelo težko je na pamet svetovati samo na podlagi vpisa. Lahko je včasih samo zgolj moment, ki je, ne vem, dojenček razdražen ali pa komunicira na način, ki je mami nenavaden, se ustraši in že povezuje s kakšnim napačnim vzorcem. Torej, ja, celostno je treba pogledati razvoj do takrat in se potem lahko pomaga. In kolikor pač potrebno več terapij ali z individualno obravnavo, žal zaenkrat s skupinicami ne moremo delovati, srčno upamo, da čim prej tudi to. Ker ne samo to, da izvajamo terapije za dober gibalni razvoj, se imamo pri nas zelo lepo, mamice se zelo dobro počutijo, se družijo, menjajo nas, mislim, ne nasvete, ampak izkušnje. Glede na energijo, ki jo jaz dobim vsakič, ko pridem k vam, absolutno lahko potrdim to, da je res tukaj en tako lepo vzdušje. Tako no, mislim, da smo danes mogoče že, ker smo malo šle v preširoko debato, pa bomo se še kdaj dobile, pa bomo še kakšno temo obdelale. Vas pa vabim, da si pogledate še naše druge vsebine. Se zahvaljujem, da ste bili z nami, zahvaljujem se Janji, da je bila ona z nami. In do naslednjič vam želim, da se imate fino in uživate s svojimi malimi zakladki. Adijo! Adijo!